ime tvojega zadnjega albuma je Za vesoljke in kavboje. Kdo pa so vesoljke in kdo kavboji? Tako je, album je posvečen vsem dušam, ustvarjalnim, zvestim sebi, svoji izčrpani poti, ki se ne prilagajajo ne času, ne prostoru, ne tej sili, ki vleče v zelo take slabe misli, bom rekla. In odkrivajo nove dimenzije s tem, da res gledajo na tisto, kaj združuje nezdružljivo, gledajo na čas, ki ga sami upogibajo. Torej, glede na to, da imamo pravko z vesoljci in kavboji, imamo malo retro momenta, pa malo futurističnega elementa. Lahko govorijo tudi o nekom spoju retrofuturizma, ki je nekako se dotaknil moje celostne podobe. V glavnem gre se pa za to, da jaz to posvečam enim v dobrem načinu rečeno trmoglavim ustvarjalcem. Takim, ki sem jaz. Super. Zasledila sem tudi tvojo izjavo, da ni recesije za dobre ideje. In me zanima, kako to, da si se v času, ko vsi izdajajo samo single, ti odločila za ohranjanje tradicije in izdala album. Nekako sem šla na koncept albuma in se mi zdi, da tam nekje na 3 leta je fajn, da izdam nov studijski album, kar pomeni novo kvoto glasbe, novo slabo uro glasbe. To je tisto, kar tudi pridoda mojim živim nastopom. Vedno po kakšno dobro tretjino materijala, ki je nujno potreben. Veš, kako je z eno ploščo začneš nastope delati, potem mu manjka materijale. Zdaj, a bo igral kar ene priredbe ali kaj? In mi izvajalci komaj čakamo, da se nam toliko materijala nabere in posledično toliko hitov, če imamo to srečo, da res lahko koncert gor držimo. In da ga činimo z sponi in pači, z dramaturškimi trikotniki, z lastnim materialom. In meni ni več garajca, kakor se igrati s temi emocijami, od tle do tle, do tega, da se vsa ta pahljača razčesna vse svoje polnosti. In tudi toliko komadov se nabere skozi leta, da je to še najmanj kalopno, da vsake 3 leta v nov projekt, sicer je to 7. plošča po vrsti, ampak ne glede na situacijo taka kot je, se tudi nekako počutim, kot da tudi moja publika pričakuje od mene, da to drži kaj od sebe, ne? Nov glas. Veš, zelo hitro se tukaj nekako splozamo, grizamo se v lasten rap, teren je mejhen, prideš okol, daš single ven in se mi zdi, da je tak dober nek časovni okvir za izvajalce mojega tipa. V katere glasbene smeri pa se najbolj nagibaš na novem albumu? Malo je bolj žeženja, če rečem po domačem. Veliko več je kitar, imaš veliko bolj teh power pop komadov, ki kličajo po nekih takih bodočih radijskih uspešnicah, kar si zelo želim, da bi bili. Tukaj lahko izpostavim komade, ne vem, Muza tvojega bluza, ki je aktualen single, Tandem, Mihael, Gloria. Pa imaš po drugi strani malo bolj Irish, malo bolj kantrijaške komade, predvsem zaradi uporabe glasbil, ne zaradi samih komadov kot takih, zaradi uporabe glasbil, pa zaradi načina, zaradi pripovednega načina. Pa imaš pa tudi ene take zelo izpovedne balade, ki grejo iz nule do vrhunca, do enega orkestralnega krešenda, začnejo se pa zelo intimno, pač klevetkom vokal. Z novim albumom si se domislila tudi likerja iz vrtnic, ki cvetijo samo 15 dni v letu z imenom Flora by Neša. A si s to potezo želela pri svoji publiki prebuditi tudi druge čute? A veš kako, to je same sem dodana vrednost. Nekaj, kar pride zraven muzike, ne? Nekaj za mojo drago publiko, da ni samo kapa pa majca, da je nekaj drugega. Tako kot če govorijo o tem nakitu, pa o tem drinku, je to merchandise. Merchandise zame, ki nikakor ne govori o tem, da gremo se zdaj še ne vem kva vse iti, ampak kakor je dosti ekskluzivna neka zgodba, ko jo delam, neki koncerti, ki so zame zelo intimna doživite in eni unikati, ne, je tudi rečemo ta drink nekaj, kar je ni drugega na trgu, ful nekaj posebnega, jaz ga poznam in ta limited edition pod mojim imenom je šel prav v ta namen, da nekako tudi ljudem pokažem, kaj je meni všeč. In da se da tudi kupiti s tem mojim dizajnom in to. Ni pa to zdaj nič tazga, da bi jaz lahko to ful, kaj svem,
rekla, no zdaj pa še podam alkohol. Ne, nima to veze, to je merchandise, sem to vesela, da smo se najdeli s krasnimi fanti, s katerimi smo to izpeljali, tako kot tisto z Uršo Fabjan, kar se tiče nakita, ker sem imela jaz pač tako idejo. Veš, tale steampunk mi je dal veliko zamisliti in sama ta vizualija, ta estetska komponenta, ki je nekako pravim, da delamo take izlete s časovnim strojem, ne. Slike se izgledajo, kot da bi bilo v srednjem veku posnete, ne, in poli damo sedanjost, da še činem s temi elementi industrije, z mehanizmi in to se skupaj ima eno veliko simboliko večnega popotnika in zato sem tudi hotela to, da se to vlije v medaljone, da v bistvu imam nakit steampunka v nakitu od steampunka, no. To je bila moja v bistvu vizija in Urška je to krasno speljala. Tukaj o tem zavihku merchandise na moji strani. Torej, meni se zdi to samo dodana vrednost, to ni nekaj, da bi lahko motil koga, ampak meni je zelo luštno, kadar se izvajalci še kaj drugega spomnijo, ko ni glih, ne vem, kar se prej rekla, kapa, majica, rizle, parfum, ne vem kaj. Parfum bi tudi mi dal. You never know. Kako se pa oba unikatna izdelka prepletata s tvojim albumom? So za neko skrbno začrtano celostno podobo, torej mora biti isti imenovalec. Znači, če se gre zdajle pridih steampunka, kar vsebuje polenih enega ustnja, malo več rock'n'rolla je, kavbojski elementi so, pa imaš te mehanizme, vse skupaj nekako ne moreš narediti, da rečemo pin-up kolekcije oblek. Veš, moraš za časa projekta tudi ostati zvest tej celostni podobi, kar se tiče teh masovnih pojavljanj. In zato jaz mislim, da to gre eno z drugim v roki, ker pač ta nakit je dejansko del mojih outfitov, kar nosim skozi. Drink je pa tudi nekaj, kar sem jaz odkrila, ki mi je nekaj ekskluzivnega in ki v bistvu dodaja to noto, da je to vse skupaj nekaj posebnega, posebno premišljenega in veliko srca in enim posebnim namenom servirano. Mislim, to nisem ena flaša, ki daš svoje ime gor, ampak to je res nekaj tazga, ki je tudi meni zelo všeč. Album je tudi pospremila vizualno drugačna podoba Nejše, kot smo je vajeni. Ja, Nejša je en velik kameleon. Za steampunkom, ki sem ga prej omenila, je bilo nekako tako, da sem jaz hotela simboliko uprizoriti tudi v svojem stilu, na fotografijah, tudi v področju videu in tako dalje, tudi na koncertih, da grem nazaj mogoče ven iz tega funky, bleščic, vsega tega v malo bolj ene večne kose. In glih zato mi je fajn prišel steampunk, ker nekako križa zgodovinska obdobja, kot prej rečeno s futurizmom in jaz sem glih človek vsega. Zanima me, kaj je bilo, da vem, ki sem in da vem, kaj bo. Ne? In pa še ti materiali so mi zelo blizu. Ta način, da je nekaj v bistvu zelo kvalitetno, pa zelo tisto nenašalje. Ne veš, kaj mislim? Dober krzit, dobra džins jakna, mislim džins, kaj govori, dobra raider jakna, dobre kavbe, to so večni kosi. In jaz sem v bistvu človek te klasike, tega dela rock'n'rolla, če lahko tako rečem. In to nekako probam narediti, da izpade iznajdljivo, še vedno elegantno, da mi dopušča moj gib, moj statement, moje obnašanje na odru, ker vsaka obleka ti pogojuje obnašanje, razen na dotične komentarje, da nosim prekratke kikle, le, kad sem mi všeč, mene ne boš videla dolgi kikli, se počutim kaj na babuška. Ampak meni je všeč pri tej predrznosti, ki jo ta stil vse nos, da imamo v bistvu vse. In jaz se počutim zelo osvobojeno, zelo sproščeno in zelo v koraku s tem, kar glasba na tej plošči sporoča. In vse gre za vse. Torej, moje besede, moja muzika, moje obnašanje, moje oblačenje, moje vse skupaj, gre vse skupaj s tem mojim trenutnim state of mind in tem, kje sem jaz kot človek, kje sem jaz kot izvajalec, kje sem kot glasbenik, kje sem kot ženska, kje sem kot človek. In se mi zdi, da ne rabim nikomu računov polagati za to, če mu to ni všeč, lahko sem rečem, lej, letos je tako, Bog ve kako naslednje leto.
Za vesoljke in kavboje je tvoj 6. album. S prvim si se vsej Sloveniji predstavila kot Neša, sledila mu je dvojna izdaja, po njej Nor postal je ta svet. Po 4. albumu si dobila Krila, ki so te ponesla do radiofonike, zdaj pa si posnela nekaj za vesoljke in kavboje. Kako si se ti skozi ves ta čas in s pomočjo različnih studijskih albumov razvila kot glasbenica in kot oseba? Kot interpret, kot vokalni interpret, kot songwriter, kot nek kantautor v osnovi, ki ima nekako ene zanetke vsega, kar je dal skozi, govorim tudi o klasični izobrazbi, kompoziciji, klavirju, vsega. Se mi zdi, da sem si nekako utemeljila eno svoje mesto na tej pop sceni, sploh kot ženski izvajalci, mi zdi, da sem naredila marsikaj, kar pred mano ni bilo in utrla pot novim izvajalkam, ki stopajo po teh stopinjah, lahko veliko bolj ziharaško, kot sem jaz, ki sem nekako let prebila. Se mi zdi pa, da predvsem imam da imam bolj hrbtenico. Večkrat si upam reči ne, ustrajam, da je po moje, itak znam tako kiskapac narediti, da predoslej so vsi premislili, reče, ne bo pa njeno, če ne bi tako sikala do zadnjega. Pa vem, kaj hočem. In če dalje bolj se mi zdi, da je tudi treba se nekako celostno obadati s tem, kaj pride od tebe. Ne sem reči, jaz bom to naredila, ni pa to stvorite po svoje. Kako bo zgledal, kako se bo slišal, ne. Če imaš, več babic kila vodete, pravijo, ko imaš pa malo bolj konkretno idejo, je pa fajn, veš, res izloščiti tiste ljudi, ki nekako te poznajo, ki te spremljajo, ki potrujejo tvojemu razvoju. Tukaj lahko rečem, da mi je bilo fajn delati vsa ta leta z producentom Dejanom Radičevićem, ki so tudi skupaj soustvarila ta album, tudi njegove pesmi vzamem. In se mi zdi, da sva glasbeno kompatibilna, ker on zna res na en tak fajn, bom rekla, rockerski način te moje doskrat malo bolj introvertirane ideje narediti, da palijo. On ima res feeling za to, kaj bo dobro se slišali na radiju, ko boš dal na glas. Jaz pa se mi zdi dober feeling za to, kako narediti eno formo, da teče, da je tenzija, od vsake note do note, da imam feeling za celovito obliko, za linijo. Tudi s teksti sem se zelo zabavila, če rečem po domače. Res, ker sem hotela dogovoriti o tem, kako je, kaj jaz razmišljam, zakaj tako razmišljam. Po drugi strani pa, da niso tako več osebno izpovedni, pa moreči, pa kar nekaj, ene samo morilske balade. To mi čist mim, pa da govorijo kantrijaško, pripovedno, da so teksti scenarijev, da govorijo o tretjih osebah, kaj njim dogaja, da govorijo zgodbe iz drugih življenj. Rečemo, Mihael pa Gloria sta taka dva primerka. In da sem lahko jaz kot nek opazovalec, kot nek interpret, nekdo, ki pač o tem priča, kot nek narrator. To mi je ta aspekt mi je zelo všeč, ki mi do zdaj nekako ni prišel tako blizu, ker sem pač delala v enem podobnem kopitu. Torej ta plošča je kar preskok. Mogoče za une, ko so bili zapriseženi fani nekih tistih akustičnih scen, zna biti preveč sinto, zna biti preglasno, zna biti preveč straight ahead pop, če se prav dotaknemo teh določenih komadov. Če pa upoštevajo to neko soslednje razvoja, tudi glasbenega, se mi nekako je lahko zdaj logično posledično. Meni so tvoja besedila všeč, ker so precej nekonvencionalna. A veš, ne potekajo v smislu ljubim vse na tebi, ampak imajo res tako določeno težo in vsebino. Kaj je pa muza tvojega bluza, ki te inspirira k takim besedilom? Če me spolu razmišljam, kako možgani delajo, kako ljudje razmišljajo, zakaj, kako lahko vplivamo ne na to, kako reagiramo, kako se počutimo, ampak to na kako kljub temu funkcioniramo, ker mislimo, da je prav. In ta razdvojenost, rečemo, tega, kaj mi mislimo, da je prav, pa tem, kaj nam duša in telo in organizem sporočata, je toliko navzkrižje. Toliko je toliko navzkrižje zaradi tega, se mi zdi, da legitimno lahko rečem, da ljudje zbolevamo zaradi tega. Ker delamo preko sebe, proti sebi. In me ful zanima, zakaj temu tako, no? A ni boš biti ena opica ali ena srna, pa ne biti s tem težave, no? Se sam pasti cele dneve, pa pazi na mladiče, ali
kaj je nam tako, da razmišljamo cele noči, tipkamo, brskamo, kaj je še odzad za vesolje, je še kaj ali ni. Ali imam pa jaz preveč cajt o tem razmišljati, sej ne vem, ampak probam imeti takole 2 antene in raziskovati. Jaz sem večni radovednež, veš, nisem ti muska tisto, kar mene zanima. Mene zanima veliko enih takih psiholoških zadev, ki jih raziskujem dejansko na lastno roko in posvečam dosti enega fokusa in enega zanimanja. Lestvice, intervjuji, koncerti, plošča, kako preživljaš to intenzivno obdobje? Pripravljena sem bila na to, tudi veš, bolj smo zelo... jaz se sem temu posvečam in sem predana temu, torej mi ni nobenega problema. Večji problem je nekako to samozavestno skozi komunicirati z vsemi okoli mene, ki iščejo botrstvo za vse uspehe in v meni vse napake za vse možne pace, ki se dogajajo, veš, po nekem klišejskem vzorcu pri medijih, en cajt te hvalijo, en cajt te igrajo, ko so koncerti razprodani, da marijo, da nočejo veliko pisati, takrat, ko niso do konca polne dvorane, z veseljem pokažejo na to. Ne vem, predvsem se veš, kaj ne, izčiščuje se situacija. Mesec smo v takem letu čiščenja, ko se nekako ti izkleše tvoja zvesta skupina spremljevalna oziroma supporti, v bistvu tudi ena familija, lahko rečem, tisti, s katerimi fajn gaziš dalje, ali oziroma tisti, ki nimaš s njimi kaj delati. Tako da ne vem, moram rekla, da je zelo katarzično obdobje. Jaz sem, kot sem rekla, posvečena tem, kar delam. Eno stvar enkrat je treba delati in tudi probati maksimum od tega potegati. Če se z nečemu posvetiš, vse misli usmeriš v to, vso energijo in le verjam, da se pa na koncu nekaj izcimi. Sem verjeti treba v to. Oktobra si začela s promocijsko turnejo po Sloveniji. Kaj pa ta turneja te posebno pomeni? Meni pač to pomeni spet en lušten oseben kontakt s svojo publiko, z ljudmi, ki me spremljajo, podpirajo, ki jih zanima, kaj jaz delam. Definitivno je pa pač to promocijo albuma in je to nek tak zdrav namen, približati glasbo ljudem, prideti k njim, v njihovo bližino, ne narediti sem enega pompoznega koncerta sred Ljubljane in pa cel let nič. In glede zaradi tega delamo te manjše zadeve, mislim, so to relativno veliki, kulturni domovi, prizorišča, kjer jaz lahko to znova in znova preigravam in predstavljam in vsak večer je nekaj unikatnega, nekaj posebnega, ko ga potegnem gor, imam tudi natečaj za kitariste, da vsak posname priredbo Muza tvojega bluza in jo objavi na netu in potem si zberem vsak koncert svojega gosta. Predvsem mi je to fajn, veš, tudi mogoče časi, ker variirajo te plači, da pač vidim tudi, kako je performance različen. Veš, meni je nikoli dolg čas. Včasih me ljudje vprašajo, ti ni že dosadno, milijonkrat za 5 malo tu, malo tam. Ne, ker to je meni vrhunski komad in vsakič mi je, kad je konc sveta. Vsak koncert oddelam, kad je jutro umrla. Saj jaz nikoli ne vem, kdaj bom, niti ne vem, če bom dolgo živela s tako logiko. Ampak meni čisto vse, če jutro umrem, res tam. Mislim, vedno se probam dolgo potruditi, kada je to. V okviru tega se boš med drugim ustavila tudi v Rogaški Slatini, kjer boš nastopila na dobrodelnem koncertu Leo kluba Rogaška. Njihovo glavno poslanstvo je dobrodelnost. Kaj pa dobrodelnost pomeni tebi in kako jo udejanjaš? Jaz vsako leto odigram veliko dobrodelnih nastopov. Se mi pa zelo zgodi, da daš doskrat prsto potegne roka in pa se začnejo suvati te prošnje. Se pa dobrodelno začne doma. Vsak mora v svojem mikrospaceu nekako funkcionirati. Pomagati sosedi, nesti vrečke gor. Moraš v mikrospaceu funkcionirati, ne samo nakazovati na TRR za nekoga na tretjem kontinentu. Ni to dost za dobro vest. Meni se zdi, da največ narediš tudi tako, kadar si osebno prisoten, reč pa ti si šla na oddelek k rakavim bolnikom, otrokom, ne. Tudi jim daš svoj čas. Čas je najbolj vredna stvar zdaj. Če ti nekdo blizu, rečemo, ko posvetiš svoj čas, greš nekam z njim za 3 ure, ne da mu napišeš message, ti spomen pulko. Čas je najbolj vreden. Čas je denar. Torej, vsakeč tudi, ko igraš koncert za nekoga, mu dejansko doniraš čisto, koliko je koncert dejansko vreden.
To se noben ne zaveda, ker doskrat misli, te glasbeniki, vse se itak, ne. Vse si pridejo, ko pokličemo. Zato jaz ne maram teh pasih procesih, ki so v Dadu že vsi gor. Si pa definitivno vsako leto zberem eno kvoto koncertov dobrodelnih ali pa pojavljen, ali pa nekih donacij od CD-jev do učnih ur, do nazadnje neke šalice s podpisi vse, da gre to v dobre namene. Predvsem ne smemo govoriti samo o ljudeh, tudi za živali treba poskrbeti. Sem šla, nakupila cel gepek hrane, pelala v manjice in tako. In, a veš, narediš nekaj, že s tem, da posvojiš žival, a veš, da greš sosedom vprašati, kako je, a veš, da kaj pomagaš. Pa če se vrnemo nazaj k temu koncertu v Rogaški Slatini, me zanima, kaj lahko občinstvo pričakuje od njega. Občinstvo lahko pričakuje nekaj v tem smislu, kaj so prej govorile. Velike, glasne in strastne muzike, radoživega nastopa. In pa upam, da je en fajn petkov žur. A ja, pa da bo Miklavž kaj prinesel? Seveda, 6. december je. Jaz bom poskrbela za vsebino, jaz so govorile. Pa upam, da se bo vsem izbranimi sredstvi res po Miklavžu, ko Boga obdaril. In da bo plemenit namen naredil svoje. Kako dobro pa poznaš Rogaško Slatico z okolico in počem? Ja, no, vsem, kar vsi mi poznamo, ne? Po Rogaški, po izdelkih iz Rogaške, po radnosti vaši, po kristalih, po zdravilišču, po vinorodnem okolišu, po raznih prijateljstvih, ki jih imam tam okoli. In potem, da se čez Rogaško vedno vozim, kaj grem to v Limje. Do Mehankarja pa v Toplice, seveda. A bi želela še kaj sporočiti našim bralcem? Ok, dragi gledalci, bralci, če že moram kaj povedati za na koncu, bi rekla to, da ostanete zvesti sami sebi. To je največje darilo, ki ga imate življenje. Koža, kost, meso, glava, mozek, vse. To, da vam delajo roke, noge, da imate oči, ki gledajo, ušesa, ki slišijo, nos, ki voha in jezik, da okuša. Nanudite si ga. Pa pejte tja, kamor vas vodi srce. Pa poskrbite za one, ki jih imate radi, pa poslušajte dobro muziko, tudi če niste vesoljci ali pa kavbojci. Pa upam, da se vidimo v petek 6.12. v Rogaški Slatini.